Zdaj ni čas za X-file, tudi ni čas, da preklopiš na Netflix. Zdaj je čas zate, za tvojo izbiro, za tvoj 1. september. Do takrat pa... Vsak dan zapoj z menoj ta son, z nasmehom naj zasije novi dan. Nasmehni se torej in ostani z nami na vožnji po naši cesti. Najdeš nas v neposredni bližini mestnega parka. Pred vhodom te bo tokrat pozdravila ravnateljica šole Tanja Lakoše. Ste kreativni, bi želeli postati podjetnik, vas zanimajo ekonomski programi, trženje, oglaševanje in dizajn? Dobrodošli na Srednji šoli za trženje in dizajn Maribor. Postanite ekonomski tehnik, aranžerski tehnik, trgovec in administrator na Srednji šoli za trženje in dizajn Maribor. Slogan naše šole je Skupaj do uspeha. Skupaj z dijaki programa Ekonomski tehnik smo dosegli 1. mesto na mednarodnem sejmu učnih podjetij. Skupaj z dijaki preživljamo glavne odmore, skupaj smo v šoli za life in ja, veliko več je tega. Pa poglejmo. Zdaj že veš, da šola izobražuje dijake v 5 izobraževalnih programih. Dijaki programa Ekonomski tehnik in administrator se pogosto za strokovno delo izobražuje v našem učnem podjetju. Kako to poteka, ti bo povedala naša učiteljica Darja Lesjak. Dobrodošli v naši specializirani učilnici učnega podjetja, ki je naša najnovejša pridobitev v tem šolskem letu. V programu Ekonomski tehnik in administrator je veliko ur, ker pouk poteka malce drugače. V predmetniku je veliko strokovnih modulov, poslovanje podjetij, sodobno gospodarstvo, menedžment, trženje, ker se dijaki skozi praktične primere pripravljajo na vstop v poslovni svet. V tej naši moderni učilnici se dijaki učijo podjetništva, razvijajo svoje podjetniške ideje in ustanavljajo učna podjetja. V teh podjetjih delajo kot kadrovniki, tajnice, vodje nabave, prodajni referenti, vodje proizvodnje, tudi direktorji so zelo radi. Naučijo se, kako bi prodali svoj izdelek, kako bi z uporabo marketinških orodij bili boljši od konkurence. Sodelujejo na različnih tekmovanjih srednjih šol, v znanju ekonomije, poslovne matematike, statistike, finančne pismenosti in s tem pokažejo svoje znanje, ki so ga pridobili. Svoje znanje pa pokažejo tudi ob zaključku izobraževanja na poklicni maturi. V lanskem šolskem letu so bili dijaki zaključnih letnikov 100% uspešni na poklicni maturi. Tudi brez administratorjev v podjetjih ne gre, saj poskrbijo, da delo v pisarni poteka nemoteno, da so vsi dokumenti na svojem mestu. Administrator je zadolžen za vnašanje podatkov in za pisanje po nareku. Tekom šolanja se zelo dobro nauči 10-prstno slepo tipkanje. Ureja dopise, preglednice, skrbi za zlaganje in arhiviranje pisarniške dokumentacije, vodi razne evidence in še. Administratorju ne pravimo zastonj tesna roka direktorja. In vse to se nauči z delom v učnem podjetju tekom izobraževanja v tem programu na šoli. Dijaki tekom šolanja ustanovijo svoje učno podjetje in s tem pokažejo svoje podjetniške ideje. Šolska komisija na tekmovanju izbere najboljše podjetje, s katerim se potem udeležimo mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju. Na sejmu dosegamo odlične rezultate. V lanskem šolskem letu je naše učno podjetje Power Info d.o.o.
doseglo prvo mesto v kategoriji Najboljša poslovna ideja. Ja, vaja dela mojstra. Mojstri so tudi naši dijaki programa Aranžerski tehnik. Program predstavljamo v posebnem videofilmu, z menoj pa je v šolskem studiu naš bivši dijak Denis Škerget. Zdravo, Denis. Zdravo. Pred 10 leti si pri nas šolanje zaključil. V 4 letih, ko sva sodelovala, si z menoj delal kar na 4 informativnih dnevih. Na vseh obiskih naših gostov iz tujine, v lanskem projektu z nasmehom v nov dan pa sva sodelovala kar preko oceana, ko si mi pomagal prevajati stvari v španščino. Kaj ti v vsem tem času, 10 let nazaj pa do danes, najbolj ostaja v spominu? Iz šole vsekakor mi najbolj ostaja v spominu ta prijaznost učiteljev in pa njihova dostopnost, pa seveda odnosi, ki sem jih uspel ohraniti. Ja, tudi meni. Tudi meni. Zadnjih 6 let si živel in delal v Mehiki. Zakaj prav Mehika? Ja, v bistvu to je bil spet okoliščin. Vedno sem si želel živeti v eni špansko govoreči državi in naključje naneslo na Mehiko. Ok, kaj si pa ti vse delal v Mehiki? Ja, kaj nisem. Začel sem kot animator v enem hotelu, nadaljeval sem kot igralec, model, igral sem tudi za Telemundo. Potem sem bil učitelj angleškega jezika, koordinator angleškega jezika, pomočnik direktorice in moje zadnje delo je bilo marketing, ker sem bil vodja marketinga za svetovno franšizo Gymboree. To se človek vse nauči v našem programu? V bistvu tudi, ja, če določene znanje potegneš iz tega. In če malo sodelujemo še naprej. Tako. Ti si se zdaj vseeno vrnil v Slovenijo? Ja, vrnil sem se zaradi pandemije in sem v bistvu hotel biti bliže moji družini. Ok, prav, da si rekel družina. Naša šola ni vplivala samo na te, ampak na celo družino. Daj nam malo še to razloži. Ja, res je. Jaz sem končal program Aranžerski tehnik, prav tako pa tudi moj brat Tomas se je vpisal na to šolo in končal prav tako program Aranžerski tehnik. Trenutno je v Švici, tako da v bistvu mami in ati sta oba dva podprla, mene na poti v Mehiko, Tomasa pa na poti v Švico. In za novo leto smo ga skupaj klicali. Ja, res je. Tako da ostajamo na razne načine povezani. Tako. Zdaj, ko si v Sloveniji, si spet študent. In vsa ta bogata paleta tvojih izkušenj iz šolskih časov in 10 let, ki so takrat, ko si pri nas začel omenila, kaj bi ti svetoval tistim, ki zdaj zase izbirajo srednjo šolo? Jaz mislim, da so ta leta najbolj pomembna pri izbiri srednje šole, ker je v bistvu najbolj pomembno, da najdeš sebe in da na tej poti, ko iščeš sebe, imaš tudi prave ljudi ob sebi, ki te znajo orientirati, te podpreti in ti na tem pomagati. Dajva še zaključiti, tako kot se to, glede na tvoje izkušnje, primerno zaključi. Te prosim, da za mlade, ki nas gledajo, nas pozdraviš oziroma se posloviš v španskem jeziku. Ojalá nos vemos por aquí en esta escuela. Skupaj zmoremo več kot sami. V sodelovanju z najboljšim sosedom smo učilnico spremenili v najsodobnejšo učno prodajalno v Sloveniji. Po njej te bo popeljala učiteljica Tina Štajneker. To je naša učna prodajalna, ki smo jo leta 2019 opremili skupaj v sodelovanju z našim poslovnim partnerjem Mercator DD. Gre za najsodobnejšo učno prodajalno v Sloveniji, katero smo mi poimenovali Pika, in sicer ta prodajalna, ta sodobna učilnica je namenjena prav vsem programom, ki jih na šoli izobražujemo. V sodelovanju z Mercatorjem smo učilnico opremili s sodobnimi policami, na katerih so predstavljeni številni izdelki različnih blagovnih skupin, in sicer vse od kozmetike pa do živil. Dijakom programa Trgovec Mercator omogoča štipendijo v vrednosti 200 evrov mesečno, ki pa ni odvisna od drugih dohodkov družine. Omogoča pa jim tudi počitniško delo. Pika vnaša v naš učni proces svežino, omogoča izvajanje aktivnih, zanimivih in pa hkrati zabavnih učnih ur pouka skozi igro, poleg tega pa daje tudi možnost ustvarjanja dejanske situacije kot v trgovini. Dijaki se poleg tega urijo tudi v obvladovanju tehnike prodaje,
imajo ob tem možnost rokovanja s čisto pravimi, realnimi izdelki, s katerih se učijo brati deklaracije in prepoznavajo različne embalažne materiale, v katere so izdelki zapakirani. Ta program omogoča zaposlitev, poklic in pa možnost nadaljnjega izobraževanja. Kje nas gledaš? Sam? Doma? Drugače bi bilo, če bi se srečali tukaj v šoli. Želimo si, da se nam kmalu pridružiš. Želimo si, da postaneš del našega vsakdana. I just wanna see my friends. I wanna walk the street again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination. Cover pesmi Gotta Be Patient smo spomladi posneli na domu naših dijakov. V celoti ga najdeš na YouTubu. Učiteljica Jana Zadravec pa te bo sedaj popeljala skozi 2 naša jesensko-zimska projekta nadaljavo. Srednja šola za trženje in dizajn. Glavni odmor. Sem učiteljica na Srednji šoli za trženje in dizajn v Mariboru in včasih sem bila dijakinja ene izmed mariborskih gimnazij. Takrat sem imela najraje glavni odmor in priznati moram, da danes ni nič drugače. Tudi zato skupaj s svojimi dijaki za vse druge dijake in profesorje pripravljamo glavni odmor, v katerem pokažemo, kaj vse znamo, s kom se družimo, kaj počnemo, ko nismo v šoli, pa seveda včasih tudi to, kar počnemo pri pouku. Pokažemo to, kar znamo najbolje in to, v čemer smo najboljši. Tega se zmeraj veselimo. Življenje v 21. stoletju je gotovo en sam velik projekt. Znotraj njega pa na tisoče majhnih. Vsak ima najpomembnejšega. Naše je gotovo pripraviti dijake na življenje. Tudi zato jih vključujemo v šolo za life. V njej naši dijaki izpeljajo projekte od ideje pa vse do konca. Res je, zmeraj ne gre čisto gladko, toda zato smo tukaj mi, da jim pomagamo, kadar padejo. Kdor zaključi našo šolo za life, je na življenje gotovo pripravljen. Poglejmo še čez meje. Izven meja učbenikov in šole izven Slovenije. V zakladnice znanja in izkušenj. Šolska knjižničarka, organizatorka prakse dijakov in vodja mednarodnega projekta Erasmus Simona Letnik. Znanje pridobivamo doma, zato je sodobna in dobro založena knjižnica srce vsake šole. Za uspeh potrebujemo tudi izkušnje. Šola nam omogoča varno raziskovanje in iskanje poklicnih priložnosti doma in celo v tujini. Če ste dovolj pogumni in radovedni, lahko v okviru programa Erasmus plus Vedske 2 praktično usposabljanje z delom opravite kar v eni izmed evropskih držav. Se vam zdi to preveč zahtevno? Potem se pridružite programu Erasmus plus Pot naprej in se povežite z mladimi iz Evrope. Spoznajte se, sodelujte, sklenite nova prijateljstva, ki lahko postanejo tudi vaša poklicna priložnost. Zakaj znanje ni dovolj? Če vsak dan opazujemo, kako nekdo nekaj počne, še ne pomeni, da znamo to tudi sami. Vstop na trg dela z izkušnjami pomeni pomembno konkurenčno prednost. Mnogi dijaki se na praktičnem usposabljanju tako izkažejo, da jih po zaključnem izpitu že čaka služba. Ves čas šolanja pa so na voljo tudi štipendije naših poslovnih partnerjev. Naj povzamem, znanje in izkušnje doma in v tujini so ključ. Skupaj do uspeha. Smo ti povedali preveč ali ravno prav? Če si športnik, če imaš odločbo ali te samo zanima več informacij, poišči nas še kje. Na spletu, piši nam ali pa nas kar pokliči. Tukaj smo tudi zate, ker zdaj je čas. Zdaj je pravi trenutek, trenutek izbire. Izberi zase, izberi pravo šolo, izberi nasmeh. Zasi skupaj z nami.